Je živijo, ne? Živijo. Domov sem prišel. Ti si, živijo. Ja, jaz. Saj živim tukaj. Nič več za dolgo. Kako to misliš, kaj, me boš deložirala? Ne, preselila se bova. Preselila? Zakaj pa? Kaj nama tukaj manjka? Kaj nama tukaj manjka? Vse? Že razumem. Eden tistih tvojih dni je spet. Morava začeti planirati. Morava začeti razmišljati, kakšna bo naša slanska hiša. Če ne bova nikoli prišla strano tukaj, z te lukne. Ale to... da prid pogledat, no. A vidiš, takole bi lahko imela. Lahko bi si naredila to, pa te barve. To je to. To je topli domek. Ne pa tole, kar imava zdaj, s temi grdimi radiatorji. Kaj zdaj pa, kar nekaj radiator niso dosti dobri zate? Ja, a se mogoče lahko usedem na njih, uležem z deko? Ne, nič nimamo te toplote. Veš kaj, ne? Včasih so v takih radiatorjih lahko samo sanja, pa v centralnem ogrevanju. Ja, včasih, ja. Danes pa vsi sanjamo o enem kaminu, o eni fajn pečki, kjer prske ta ogenj z drvi. To, eno tako pravo, toplo peč. Družinsko življenje ob ognjišču. Veš, tako je bilo včasih. Tako se je včasih vse začelo. Uporaba ognja velja za eno prvih človeških iznajdb, ki ne moremo določiti začetka in nastanka. Okrog ognja se spletajo številni miti in legende, družabna obredja ob ognju pa so se v takšni ali drugačni obliki ohranila do danes. Tisočletja je trajalo do uveljavitve prvih trajnih in varnih odprtih kurišč na prostem. Šele iznajdba dimnika oziroma sistema prezračevanja pa je omogočila, da se ognjišče preseli v hišo. Tako lahko od gotike naprej spremljamo razvoj odprtih ognjišč, ki so postala pomemben arhitekturni element. Sprva le na gradovih in pomembnejših večjih objektih, pozneje pa tudi v meščanskih hišah. Peči zaprtega tipa, kakršne poznamo danes, so nastale šele v sredini 18. stoletja. Z razvojem sodobnih tehnologij in novih virov energije pa vse pogosteje naletimo na tradicionalno oblikovano peč s slikovitimi pečnicami, ki v svoji notranjosti skriva najsodobnejši ogrevalni sistem. Centralna spet ne dela. Zato mene tako zebe. Sem jaz vedela, skozi je nekaj narobe s temi radiatorji pa s centralno. Zato ti jaz skozi govorim, imej eno peč, tako pravo pečko, staromodno, in se zakuriš takrat, ko te zebe. Ja, vse te peči so čisto v redu pa romantične, sam to ful enega dela, veš. To treba drva pripraviti, treba jih pucati peč pa, ne. Kdo bo vse to počel? Ja, kdo? Ti? Se meni zdaj tako, dokler imava sam teorijo pa fantazirava, si ti te glava, ne? Ki pa treba rokave zavikati, pa moram pa jaz vse. Se ni tako strašno, vse kaj. Niso vse peči na drva, se so tudi električna, veš, moderno je to že vse skupaj. Zakuriš pač takrat, ko hočeš. Vidiš, to mi pa že malo bolj všeč. Sam mora se pozanimati o teh pečeh, veš. Kje pa? Je pri pečarju. Sam nova šla danes. Jutri, prav? Jaz sem eno dobro pa eno slabo novico zate. Kjero bi najprej? Najprej slabo. A veš, zdaj ves ta čas, ko si sanjarila pa fantazirala o teh pečeh pa kamenih. Jaz nisem bil čist pri stvari, veš. Sem nekako upal, da te bo omenilo vse skupaj. Ja, sem opazila, ja. In kje je zdaj dobra novica? Pa dobra novica je pa v tem, da včeraj zvečer sem se pa navdušil. Vidiš, sem vedela, da boš ti tudi opazil to romantično plat ene take dobre stare peči. Pa ne, gled, se jaz to romantiko sem že prej videl, ampak peč je resna stvar, veš, to moraš znati, moraš vedeti, kako to narediti in vse skupaj. Ja, pa se zato so pa zdaj tukaj, da nam mojster en prav pokaže, kako se to dela. Zdaj greva k mojstru, ki ima ena najlepših slovenskih pečnic. Le tam.
dober dan. Dan, pozdravljeni, Janja, dan. zdravo. Boštjan. Simon, živijo. Ja, živijo dan. Na vaši spletni strani sem prebrala, da imate zelo posebne pečnice. Ja, res je. Si hočeš pa skupaj pogledati? Seveda. Kar izvolite. Tale peč pa zgleda stara, pa v bistvu nova, ne? Ja, to je čisto nova peč. Še vedno se danes po vaseh delajo take na kmetijah, recimo vse sorte domovih. Te tradicionalne krušne peči, recimo gorenjski nagelj, narodna noša, lahko v rjavi, v zeleni barvi, čist po želji stranke. Kaj pa ti vzorci? Tukaj je res tale narodna noša, tako kot ste rekli, ampak kaj to v bistvu predstavlja, odkot to izvira? To v bistvu predstavlja svadbo. Na teh pečnicah, recimo tradicionalnih, so gor cela zgodba, se pravi ženin in nevesta, vsi svatje, muzikantarji, tako da se v bistvu odvija od začetka do konca. Vi takšno peč, ko jo postavite, to tudi dela, lahko jaz naredim kruh noter oziroma spečem, ne? Ja, ta peč recimo služi za ogrevanje prostora, tudi za peko, za pripravo hrane. V prejšnjih, mislim, toliko let nazaj, se je zelo veliko recimo kuhalo noter, peklo, ta zadeva se pa danes spet vrača nazaj. Tako da spet ljudje veliko gledajo na to, boljša hrana iz tega pride. Sploh konec tedna, recimo, ko se družina doma zbere, se vse odvija okrog peči. Kje pa te pečnice dobite s temi vzorci, te posebne pečnice? Jih sami delate? Te pečnice vse sami delamo, te kalupi so pa stari že kar okrog 100 let, tako da se v kakšni hiši, recimo, ki je stara 100 let, se še take peči noter vidijo.